Gospod predsednik, tudi jaz imam eno vprašanje. Zdaj, jaz zaradi službe veliko časa preživim za volanom in kamorkoli pridem, jaz vidim zasajene lopate, pa da se konstantno nekaj gradi. Zdaj, kako je to možen, da se zdaj to gradi v primerjavi z 2 leti nazaj, ko je bila pa druga stran oblasti? Ja, dobro vprašanje. Dva razloga sta za to. Prvi je v tem, da smo v tem času kljub epidemiji zagotovili znatna sredstva, ker smo imeli visoko gospodarsko rast. Okrevanje je bilo hitro, hitrejše kot v mnogih drugih evropskih državah. In ta denar dejansko namenjamo za tisto, kar ljudje potrebujejo. Drugi razlog za to pa so evropska sredstva. V tem času si je Slovenija izpogajala več kot 10 milijard evropskih sredstev iz sklada za okrevanje in razvoj in naslednje, oziroma zdaj že tekoče finančne perspektive Evropske unije. Še nikoli nismo zagotovili v zgodovini slovenske države toliko investicijskih sredstev. Torej, zgrajene bodo ceste, ki doslej niso bile, modernizirana bo železniška infrastruktura, zgrajene bodo nove šole, zgrajeni bodo novi vrtci, zgrajeni bodo domovi za starejše, zgrajeno bo marsikaj, kar ne načrtuje država, vendar pa smo tudi občinam dvignili povprečnino in s tem denarjem, marsikatera lopata, ki ste jo videli, je občinska, ker smo občinam zagotovili več denarja, ker tisti, ki denar prispevajo, bistveno bolj vedo, kje so potrebe, in če se denar porablja bližje tistim, ki ga prispevajo, potem je tudi bolj racionalno porabljen in bolj pod nadzorom. Politika slovenske vlade je politika decentralizacije in ta politika je zaslužna za to, da te lopate vidite tudi marsikje drugje, ne samo v Ljubljani.